Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Nada Pretnar, Gibanje za pravice Palestincev. Jaz bi rada samo vedela, pustimo to, da smo člani Evropske unije, smo tudi suverena država. Ne? In torej, kaj lahko Slovenija kot suverena država naredi jasnega in glasnega, kakšne korake lahko in dejanja lahko izvede, da niso samo pozivi. Evo, hvala lepa. Zapovedati zelo veliko minimire. Bom poskušal biti kratek. Samo par besed moram dodati. Vi ste omenili, da je število žrtev 41.000. To so samo potrjene do sedaj uradne žrtve. Pred kratkim je šel članek v najbolj uglednem medicinskem zborniku The Lancet, kjer se je omenjalo številke žrtev blizu 200.000. To je bilo julija. Z takim nadaljevanjem do konca leta so ocene preko 300.000 žrtev, samo v Gazi. In temu ni videti konca, da rad bi nekaj povedal vsakmu razen gospodu Štrbencu, ker je pač strokovnjak nad strokovnjaki. Ampak kako se to konča, če mi nekaj ne naredimo? Meni se je osebno obrnil ves svet v tem letu na glavo, vse se mi je podalo, jaz sem mislil, da živimo v nekem normalnem svetu, kjer veljajo neke vrednote, kjer je, ne vem, grozote iz druge svetovne vojne so samo za učbenike, ampak zdaj jih pa gledam vsak dan na telefonu. Ne razumem, kako je to mogoče. Sej, nekako sem se bal, da bo do tega prišlo, da bo tak odziv, ker že nekaj časa spremljam, ampak kako je to mogoče, če bi 1% tega, kar sem recimo nažalost videl v tem zadnjem letu pohabljenih otrok, grozote, da so nepopisne, kako to, da javnost tega ne pove? Da smo se, ne vem, pol leta pogovarjali samo, a je to genocid, a ni to genocid. Medtem, ko se pa pogovarjate, vas je včasih politike, tudi novinarje težko poslušati, tudi pravnike. Zdaj so padle bombe na Golansko planoto. To ni Izrael, to je v Siriji, ampak dejansko je pod oblastjo Izraela. Če bo zdaj zmagal Trump, je že obljubil, ker je dobil donacijo, da bo aneksiral tudi cel zahodni breg. Kako boste pravniki to razlagali? Biden je prevzel oblast za Trumpom, ni preselil nazaj veleposlaništva ameriškega iz Jeruzalema in tako dalje in tako dalje. V glavnem, samo še to bom povedal. Prva jedrska bomba je bila 15.000 ton sila, zdaj so ocene, da je Izrael na Gazo zmetal že 70.000 ton bomb, tako da to so grozote, ki so nepredstavljive. In če ne bomo mi od zunaj, ker je izraelska cela država tako skrajna, da poveličujejo vojake, ki posiljujejo, dobesedno posiljujejo zapornike, jih vabijo v šove. Kako? Zakaj Nemčija nič ne naredi? Jaz bi rad slišal, kako izgleda pogovor z Fajonom. Če smo se kdaj spraševali, kako je bilo možno, da se je to dogajalo pred 80-100 leti, vidimo, da je to možno in to vidimo v živo in zato treba dejansko urgirati. Se strinjam z vami, damo besedo še nekomu drugemu. Vprašanje pa je, kako se ministrica Fajonova pogovarja z vašo nemško kolegico, kako izgleda? Дмитрий Пахомов, Русская тисковна агенция. Имам два зelo кратких вprašanja за госпожу Файонову, госпожа министрица. Kaj pa vi pravite na izraelsko invazijo na Libanon, oziroma na jug Libanona 1. oktobra? In pa drugo vprašanje, tekom nestalnega članstva v Varnostnem svetu Združenih narodov, kaj bi Slovenija resno bi pripomogla k olajšanju situacije na Bližnjem vzhodu in da bi morda čim več držav na celem svetu bi tudi priznali neodvisnost pa suverenost Palestine. Hvala lepa.
Ilija Đuričić, tu je študent diplomskih študij mednarodnih odnosov na FDV-ju. Ali so in kakšni so pritiski na Slovenijo glede njene zunanje politike prema Palestini? Tudi glede tega, da je Nemčija in Avstrija so zelo pomembni partnerji Slovenije, a oni imajo celo drugačno politiko zunanje v primerjavi z Slovenijo. Ja, hvala lepa. Mislim, da nimam niti toliko vprašanje, koliko imam v bistvu odziv na veliko stvari, ampak se bom zdaj osredotočila samo na eno stvar, in sicer Eva Gračanin. In sicer, da politika ni nemočna, politika ima za sabo ljudi. Včeraj nas je bilo 120 v Hudem nalivu na Prešernovem trgu. Vsak dan, kot je že povedala Kristina Božič, so ljudje na ulicah. Ljudje so za politiko. Na vaši strani je tudi mednarodno pravo. Vi ste se pa odločili, da se odinete partikularnim interesom določenih velesil. To je pa vaša odločitev. Politika ni nemočna. Civilna družba je za vami. Pa še nekaj, mogoče samo na kratko o vlogi civilne družbe. Vloga civilne družbe je, da kritizira, da je kritična, da je zoprna, da kot kapljica tiste vode, ki nenehno kaplja. Tako da nikar ne pričakujte od kritične civilne družbe, da bo dajala priznanja vašemu delu. In tisto, kar vi delate trenutno, kot jaz to vidim, kot predstavnica nekega dela civilne družbe, v katerem se zadnje čase veliko gibljem, to, kar vi pravite, da delate, mi vidimo kot pozivanje, kot govore, kot ogorčenje, kar je seveda prav, ni pa dovolj, ker vi ste izvršna vaja oblasti. Tako da, to je pač samo, ni treba na to odgovoriti, ker ne pričakujem nekega reflektiranega odgovora na to, ampak samo hočem povedati, civilna družba, mednarodno pravo je na vaši strani in imate moč. Zdaj jo pa lahko izkoristite ali pa pač ne. Hvala. Preden dobi še nekaj besedo, vmes hitro vam odgovoril, spoštovana, ravno zaradi vaše podpore smo lahko glasni, tudi v Evropskem parlamentu. Verjemite mi, da tiste države, kjer imamo podporo vas, tisti poslanci smo glasni. Zato je zelo pomembno, da niste nikdar zadovoljni, dokler ne dosežemo miru. In politika bo delovala podkrepljena za aktivnosti civilne družbe, ki izhaja iz naših držav. Luka Rotar, vprašanje predvsem za gospod Božič in profesora Štrbenca. Mislim, da ste večkrat danes pravilno izpostavili zgodovinski kontekst izraelske uporabe rešitve dveh držav kot nekega vzvoda proti palestinski osamosvojitvi, ampak mislite na drugi strani, da je možnost, da je federacija še vedno neka mogoča rešitev v bližnji prihodnosti, še posebej iz nekega zelo praktičnega vidika v luči na eni strani vsega trpljenja, ki so ga Palestinci preživeli strani Izraela in na drugi strani zaradi skrbi izraelskih nacionalistov, da bi živeli potencialno v večinsko arabski državi. Hvala. Dobar dan, jaz sem Luka Komloš, študent politologije na FDV in član Mladega foruma. Moje vprašanje je predvsem za vas, gospa Fajon. Zanima me pravzaprav na tisto, kaj ste odgovorili vmes v repliki. Je Slovenija res podpira oziroma je sprejela sankcije proti enakemu številu naseljencev Zahodnega brega kot Francija? Ali se je pridružila ostalim EU državam? Ja, hvala lepa, Marko Limbek. Jaz bi dodal še en tudi malo bolj gospodarski pogled. Kot ste rekli vi, gospod Štrbenc, si Izrael želi vode reke Litani, želi si tudi plina v vzhodnem Sredozemlju, ki je tudi okrog Cipra, kar si želi Turčija. Potem še en načrt, ki ga imajo, je recimo ta prekop Ben Gurion, ki bo vzporednica Sueškemu prekopu, ki je peščen. Ta bi bil kamnit, ker bi restaurili te gore, naredili nov prekop in bi pridobili veliko novo geostrateško prednost. In to bi šlo ob egiptovski meji skozi Gazo in tudi eden razlog, zakaj želijo sprazniti Gazo, kar so seveda vsi rekli, da se to ne bo zgodilo. In potem želijo si tudi sporazuma Savdsko Arabijo gospodarskega in mislim, da eno od razlogov, zakaj je prišlo do 7. oktobra, je, ko so Palestinci videli, da prihaja do tega sporazuma, so enostavno rekli zdaj ali nikoli in so pač udarili ven. Tako da ne vem pa, ali bo Izrael postal ali ostal hegemon še naprej, ker se nekako globalno gospodarsko ravnovesje premika tudi proti jugu in vzhodu. Jug in vzhod rasteta, relativna moč podpornikov Izraela se malo zmanjšuje, tako da mogoče je upanje, da bo neko ravnovesje se vzpostavilo, da so močne države arabskega polotoka
Tako da mogoče bo malo boljšno, ne vem. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Jaz bi si tako želela, verjetno kot vsi v tej sobi, videti mir čim prej. To je prvo. Zdaj, politika ima svojo odgovornost in kritična civilna družba, tudi jaz sem zelo hvaležna in veste vedno, da sem se pripravljena pogovarjati in srečevati. Zelo pomembno je, da delamo skupaj, kar lahko delamo skupaj in čisto iskreno, kar je Slovenija uspela v odnosu do vojne v Gazi in razmer na Bližnjem vzhodu do danes storiti, lahko rečem, smo na pravi strani zgodovine. In to nam je marsikdo v zadnjih dneh in tednih izrekel. Zavedajte se, da delamo vse, kar je v naši moči. Pa bom šla nekaj korakov, čisto kaj konkretno Slovenija je naredila. Prva resolucija po 7. oktobru je bila spisana strani 10 nestalnih članic, ker preprosto soglasja v varnostnem svetu ni bilo. In prva resolucija, ki je bila sprejeta s pozivom za premirje, je bila sokreirana strani Slovenije. Sledile so še 3 resolucije, 4 resolucije do danes, sprejete v varnostnem svetu s premirjem, s pozivi za humanitarno pomoč, z izpustitvijo talcev, niti ena do danes ni spoštovana. Naslednja resolucija, spisana v slovenskem predalu in pripravljena, da jo začnemo usklajevati, je s tistim, kar je minimum, da mogoče dosežemo soglasje humanitarno pomoč. Slovenija je zelo proaktivno igra vlogo v varnostnem svetu, glasovanja v generalni skupščini, zadnje glasovanje ali predzadnje, da smo dvignili pravice Palestini v generalni skupščini, zadnje glasovanje ICJ, spoštovanje razsodbe meddržavnega sodišča. Nadalje, Slovenija je v generalni skupščini bila pobudnica iniciative za podporo agenciji UNRWA. Za podporo humanitarni edini agenciji, ki danes razdeljuje pomoč, ne samo na palestinskih ozemljih, ki je bila pred hudimi kritikami in še več. Danes se zna zgoditi, da bo Kneset v naslednjih dneh, tednih razglasil UNRWO za teroristično organizacijo. To je presedan in Slovenija je izbrala čez 120 podpisov, bila je naša pobuda v generalni skupščini podporo UNRWA. In to delamo naprej. Danes smo dali pobudo, da bo naslednji teden vrh držav Sredozemlja, kjer bi te države Sredozemlja skupaj podprle podporo Guterresu kot generalnemu sekretarju. Kar zadeva sankcije. Vedno smo med državami, 4-6 držav, ko sedimo in se dogovarjamo, kako bi lahko zaostrili sankcije. Še enkrat, na ravni Evropske unije velja sankcijski režim, zahteva soglasje. Torej, smo v manjšini, ampak ustrajamo. Enako Slovenija je izvedla priznanje Palestine. To nam danes priznava velik del sveta kot zelo pogumno potezo in delamo danes na drugem krogu intenzivno v naših diplomatskih prizadevanjih s partnerji po svetu, da bi sledila še kakšna država. Zdaj, lahko bi še naštevala, mogoče vse stvari niso videne, ampak za majhno državo smo mi v tem velikem svetu, v OZN-u izjemno opazni z našimi konkretnimi akcijami. Mogoče bistveno bolj, kot se to vidi tu, ampak res delamo vse na podlagi mednarodnega prava in ustanovne listine Združenih narodov. In še kaj smo naredili, ko smo se odločali za razpravo, ki je bila naša signature debate, reče, ki jo je v varnostnem svetu vodil predsednik vlade. Mi smo bili, to pa je odgovor, mogoče na vprašanje, pod kakimi pritiski je Slovenija ves čas. Pod pritiski, kako voditi razprave strani Evrope, strani Zahoda, ZDA, smo bili pod izjemnim pritiskom, da bo razprava, tista razprava, zopet v Ukrajini, 3. leto zapored. Mi smo rekli, ves del sveta nas obsoja, Zahod proti preostalemu delu sveta, da ne naslavljamo vseh konfliktov enako, da igramo dvojne standarde. Ne. Slovenija se je temu uprla
in smo prav načrtno želeli naslavljati vse krize enako. In zato smo razpravo usmerili v rusko agresijo v Ukrajini, v razmere na Bližnjem vzhodu, v Sudan, da se lahko vsak sogovornik za mizo osredotočil tudi na svoj konflikt, svojo vojno, svojo situacijo. In smo se pogovarjali o tem, kaj lahko svet naredi, mednarodne institucije za končanje vojne. Tako da smo pod pritiski, ampak če bi nas danes vprašali, smo se marsikateremu temu pritisku uprli, zoperstavili, ravno z namenom, in to je tudi moja vedno rdeča nit na razpravah zunanjih ministrov Evropske unije, če želimo imeti širšo podporo sveta, tudi pri iskanju mirovne formule za končanje vojne v Ukrajini, potem ne smemo imeti dvojnih standardov. Potem moramo enako ravnati pri vseh konfliktih. In ravno zato smo se odločali, kot smo se, in danes nam nihče ne očita, da sledimo slepo velikim državam, ampak delamo zelo samozavestno in ne podlegamo dvojnim standardom. Ni to vedno enostavno, pritiski so hudi, naša diplomacija, 30-članska ekipa v New Yorku, si ne znate predstavljati, pod kakimi pritiski dnevno je v situaciji, ampak mislim, da danes, da smo uspeli res sijajno peljati v kompleksnih situacijah te zadeve. Zdaj, kar bi lahko še odgovorila, da ne bom predolga, relevantno vprašanje te pritiski, glede Francije pa seznam, ki je bil sprejet, velja za celoten šengenski prostor. Kakšne so pravila, mi smo takrat bili zraven v pogovorih, še enkrat pa sankcije, jaz bi si želela zaostriti, morate pa tudi vedeti, da je tudi v Sloveniji potrebno vse te odločitve, ne samo, da pridejo z našega ministrstva, to je potrebno odločitev vlade, koalicijskih partnerjev in ne nazadnje tudi parlamenta. Hvala ministrica Tanja Fajon, gospa Kristina Božič, izvolite. Jaz bi se odzvala glede te možnosti federacije. Jaz mislim, da vprašanje o tem, kaj v prihodnosti in kako, je vsekakor vprašanje za Palestince. Ta možnost federacije je bila omenjena zaradi tega, ker jaz mislim, da včasih zgodovina ali pa samo spominjanje na to, kaj vse je bilo predlagano, kaj se je že vedlo, kaj se je že ugotovilo, omogoči to, da se zavedamo, da govorica o tem, da ni alternativ, v resnici ni prava. Alternative so, alternative lahko ustvarjamo in tukaj bi se mogoče spet navezala, sam ponovila te besede Palestinca iz Gaze, Madžada Abu Salame, da in pač razumevanje tega, da edino, kar je možno, je samo stopnjevanje sovraštva v Palestini in Izraelu, da to je interes trenutne izraelske vlade, ustvariti ta občutek. Ja? Ta občutek je vladal v Južnoafriški republiki pod apartheidom, zgodil se je drugače. A je danes situacija v Izraelu in Palestini enaka? Ni. Ne? Ampak, jaz mislim, da tudi, če se premaknemo od govorice o miru, govorici o tem, da je potrebno doseči spoštovanje mednarodnega prava, zaustaviti in preprečiti kršitve mednarodnega prava in doseči spoštovanje pravic, vseh pravic Palestincev, enakopravnost, pravičnost, potem se v bistvu s tem odpre prostor, da lahko tudi Palestinci enakopravno skupaj z Izraelci začnejo se pogovarjati o tem, v kakšni državi živijo, oziroma želijo živeti, oziroma v kolikih državah različnih si želijo biti. Ne gre pozabiti, v Izraelu danes živi 1/5 prebivalstva, ki je Palestincev, ki jih niso uspeli pregnati leta 1948 za zločini, ki so se dogajali med Nakbo. Dr. Primož Štrbenc. Ja, jaz bi na začetku s tem, kar bo na koncu rečen, torej zakaj je Hamas ta napad izvedel 7. oktobra, kot sem že rekel, izjemno težka humanitarna situacija v Gazi. Drugič, da je bil konflikt oziroma spor izraelsko-palestinski povsem pozabljen v mednarodni skupnosti. Tretjič, da se je čutil dejansko ne samo Hamasom, vse palestinsko prebivalstvo zapuščenega, ker so bili že pred tem domnevnim sporazumom oziroma mogočim Saudske Arabije z Izraelom 4 abrahamski sporazumi podpisani in pa seveda ne pozabimo, da se je sama operacija Hamasu imenovala Povoda na Al-Aqsa, da se Izrael zmeri bolj agresivno prilašal Haram al-Sharif. In to je predvsem pri Hamasovih islamistih torej nek občutek kozmične vojne ustvarjalo, po mojem mnenju. Kar pa zadeva Saudsko Arabijo, je to zelo taka kompleksna zgodba, kajti
Ja, vsi so govorili o tem, da morda bi bila Saudska Arabija lahko naslednja, ki bi podpisala diplomatske odnose z Izraelom, ampak Saudska Arabija torej ni bilo tako gotovo, da jih bo, ker vprašanje bilo, ali bo kongres ratificiral varnostni sporazum med ZDA oziroma med Izraelom in Saudsko Arabijo, ker bi Saudska Arabija rekla, bomo podpisali oziroma navezali diplomatske odnose, če nam ZDA jamčijo varstvo varnostno. In pa če nam dajo, podprejo civilni jedrski program. Vprašanje, če bi ameriški kongres to ratificiral. Ampak je pa vloga Saudske Arabije z enega drugega vidika pomembna, da pod pritiskom po 7. oktobru saudskega prebivalstva je Mohamed bin Salman moral spremeniti svoj pristop, se ga ni po moje iskreno, ampak vendarle je rekel, da bo pripravljen navezati diplomatske odnose z Izraelom zgolj v primeru, če se Izrael kredibilno in jasno zaveže k neke vrsti palestinske države. In to seveda, to so Američani to močno podpirajo, ker hočejo mi diplomatske odnose med Izraelom in Saudsko Arabijo, ker je to del širše geostrateške slike. Namreč samo še te diplomatski odnosi manjkajo, zato da bi Američani začeli dejansko vzpostavljati trgovinski koridor med Indijo in Evropsko unijo preko Bližnjega vzhoda, ki naj bi spodrinil kitajsko pobudo pasu in ceste preko Bližnjega vzhoda. In sama Indija se zmer bolj k Izraelu tudi nagiba stran od Irana. Pa vam, ko ste rekli, zakaj se to lahko zopet dogaja danes, kako je mogoče, da je to žrtev. Torej, naj začnem s tem, da zelo malo je govora o tem, ker v tem je malo govora, kar bom zdaj rekel, ampak latentno pa vaš čas prisotni. Jaz se bojim, da anti-islamski diskurs, da je tle pomemben. Da hočeš, nočeš, cel svet, sploh Zahod, gleda čisto drugače na to, če muslimani umirajo ali pa če Ukrajinci umirajo. Ker pomemben del, bistveni del antimuslimanskega diskurza, ki je star 900 let in je zelo ukoreninjen, je, da islam je itak inherentno fanatičen in agresiven. Da Hamas, če je napadel, je proaktivno napadel, ker pač je terorizem, ker je fanatičen in tako naprej. In da če Izrael njih pobija, na nek način je pa Izrael del Zahoda in zahodna uporaba sile naj bi bila pa zmer racionalna. Drugo je pa seveda to, kar vsi vemo, ZDA so edine, ki zares lahko pritisnejo na Izrael, zaradi te neenotnosti Evropske unije. Je nerealno pričakovati, da bo Evropska unija dosegla to soglasje za resnično močno pritisk. ZDA, a veste, še noben ameriški predsednik, ki je v koncu svojega prvega mandata pritisnil na Izrael, ni bil izvoljen. Govorim o Jimmyju Carterju in Georgeu Bushu starejšem. Barack Obama je na začetku svojega prvega mandata pritiskal na Izrael, bolj ko se je umikal prvi mandat k koncu, manj je pritiskal na Izrael. Kaj pa Reagan? Reagan ni pritiskal na Izrael zares. Tudi zaradi tega ne, ker so ga podpirali evangelijski protestanti. Ampak zdaj je čisto drugače. Ko je bil Reagan, je poklical, da ne ustavijo napade na Libanon, je rekel, da je to holokaust. Reaganu se je Libanon dogajal ne ob koncu mandata pred volitvami, ampak sredi. Se pravi, izvoljen je bil 81, Libanon se je 82 dogajal. Res je Filipa Habiba poslal, ampak to je po sredi mandata. In kaj, se v bistvu ni, ne vem kaj naredil za Palestince. Filip Habib je dosegel to, da se je PLO umaknila iz Libanona, sledila je pa Sabra in Šatila. Tako da jaz ne vidim v Reaganu, nasprotno, Reagan, ne pozabimo, je bil pod močnim vplivom Billya Grahama, Peta Robertsona in pa Jerryja Falwella, torej krščanskih sionistov. Tako da daleč od tega, da bi, naprimer, Reagan močno pritisnil na Izrael v smislu izraelskega napada na iraški jedrski reaktor ali kaj podobnega. In Reagan ni v tej kategoriji kot Carter in George Bush mlajši. Doktor, hvala. Najprej bi začela s tem, da ko razpravljamo o tem, kakšna rešitev dveh, ene države, mislim, meni osebno se zdi to zdaj v trenutnih razmerah kar malo, ko bi rekla, odveč, ne? Se mi smo priznali državo Palestino, torej obstajata dve državi, že obstajata država Izrael in država Palestina, sicer ne, kaj smo priznali. Obstajata dve državi. Kar je pa treba, po mojem mnenju, zdaj zagotoviti, je pa osvoboditi to državo Palestino. Ta država je v veliki meri zasedena. No,
že dolgo časa, no, in ta okupacija se samo širi, se pravi napore v smer v to, da se ta država v resnici osvobodi. Ameriške volitve so blizu, zelo kmalu bomo imeli novo administracijo in za mene je ključni akter v tej zgodbi, zato sem tudi to današnjo razpravo začela s tem, so ZDA. In politika se mora začeti intenzivno, aktivno ukvarjati s tem, kako zagotoviti, da bodo ZDA zahtevale volitve v Izraelu. Namreč, jaz drugače kot ministrica, sem skeptična do tega, da bi trenutna oblast na volitvah, če bi bile zdaj izvedene, dobila tako prepričljivo večino. To, kar jaz spremljam in slišim in se pogovarjam z ljudmi, obstaja tudi v Izraelu veliko nezadovoljstvo in velik strah pred tem širjenjem konflikta in posledicami, ki bodo prizadele več generacij. Tako da med drugimi pritiski, tudi pritiski k čim prejšnjim volitvam v Izraelu, ki se jih Izrael tako otepa in s tem svojimi vojaškimi akcijami seveda preprečuje možnosti, da bi do tega kmalu prišlo. Naslednja stvar, ki ste me vprašali, kaj še lahko Slovenija naredi? Ampak lahko sem, velika večina Izraelcev podpira to, kar se dogaja v Gazi, ali pa mislijo, da premalo močno odreagirajo. Ne vem, odkot vam te informacije, sem pač, imate svoj vir informacij, jaz imam svojega, s tem, s katerim se jaz komuniciram, ki je morda manj radikalen in gre ta za tiste, ki že so bili med protestniki, ves čas prej. Res je, da gre, ta podpora se morda zmanjšuje, ampak še vedno je velik del prebivalstva, ki nasprotuje tej agresiji in temu širjenju nasilja. Ampak, ker nimamo časa, bom odgovorila še na vprašanje gospe Prednar. Slovenija je bila med pobudnicami in tudi gostiteljicami sprejema konvencije o vzajemni pravni pomoči v kazenskih zadevah, ko gre za najhujše kršitve mednarodnega prava, tako imenovane MLA konvencije lani v Sloveniji. To je bil velik dosežek. In ta konvencija omogoča sodelovanje med državami pri pregonu teh kaznivih dejanj. Postopek, ki teče v Hagu pred mednarodnim kazenskim sodiščem, se pravi, tukaj je tožilec začel postopek za izdajo pripornega naloga proti določenim izraelskim posameznikom, članom Hamasa, in postopek, ki teče pred meddržavnim sodiščem, bosta v vsakem primeru zajela, bomo rekli, samo določen aspekt vseh kršitev, ki se dogajajo trenutno s strani pač udeleženih v tem konfliktu. Ne rečem, da so samo kršitve na eni strani, so pa sigurno veliko bolj obsežne na strani Izraela. Zakaj to poudarjam? Vsaka država, ki je v svoji kazenski zakonodaji uzakonila možnost uporabe univerzalne jurisdikcije, lahko začne kazenski postopek za vsa vojna hudodelstva. Ni treba niti dokazovati genocida. Lažje je dokazati vojno hudodelstvo. Tudi hudodelstvo zoper človečnost. Pa koliko takih postopkov se vodi po državah, trenutno po svetu. Zakaj so pa ti postopki pomembni? Ne samo zato, da bi na koncu resnično pričakovali, da bo, recimo, če vzamemo konkreten primer Netanjahuja, prišel v Slovenijo in mi ga bomo priprli in potem ga bomo zaprli. Ne, ampak tekom teh postopkov se pravno dokažejo kršitve, vsi elementi teh kaznivih dejanj, naklep, ki ga je treba dokazati, ki lahko potem vodi politiko pri svojem ravnanju. In zato se meni zdi, da bi lahko vse države, kot rečeno, ki imajo univerzalno jurisdikcijo zakonjeno, tudi Slovenija ima, začele postopke na podlagi univerzalne jurisdikcije za vsa vojna hudodelstva zagrešena za začetek, če rečem, in seveda vsa ostala kazniva dejanja. In to mislim, da manjka v tem konfliktu že vsa ta desetletja, še zlasti pa zdaj, ker ko je prišel do konflikta v Siriji, so se taki postopki takoj začeli, v Nemčiji so bili posamezniki tudi obsojeni vojnih hudodelstev, v tem konkretnem konfliktu pa ne. No, in to je ena zelo konkretna stvar, seveda pa zahteva sodelovanje vseh akterjev v državi.
zunanja politika dela svoje, potem imamo pa tukaj notranje zadeve, pravosodje, ki morajo ravno tako pokazati svojo privrženost preprečevanju teh najhujših mednarodnih hudodelstev. Hvala.